Spoštovani, dovolite mi, da pričnemo s posvetom predstavitev predloga sprememb volilnega sistema za volitev v Državni zbor, ki ga skupaj organizirajo Komisija Državnega sveta za državno ureditev in Koalicija civilne družbe Sinteza. V imenu organizatorja pozdravljam vse prisotne, še posebej predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco in referente današnjega posveta. Prav tako pozdravljam vse, ki bodo simpoziju prisluhnili v neposrednem prenosu na spletnih straneh Državnega sveta in preko povezave na spletni strani STV Skledar, preko YouTube in Twitter povezave. Posvet bova vodila magister Emil Milan Pintar, predstavnik Koalicije civilne družbe Sinteza, in Rajko Fajt, moja malenkost predsednik Komisije Državnega sveta za državno ureditev. Na današnjem posvetu bomo spregovorili o volilnem sistemu. Kot je rečeno v vabilu za današnji posvet, je volilni sistem hrbtenica politične ureditve vsake države, pri čemer gre za dogovor oziroma pogodbo med državljani in političnimi strankami. Preko volilnega sistema državljani izberejo posameznike in politične stranke, na katere za določen mandat prenesejo del svoje suverenosti za vodenje države. Ravno zato je zaupanje volilni sistem bistvenega pomena za državo in državljane. Zato so vsa prizadevanja organizacij, posameznikov in civilne družbe ter inštitucij za izboljšanje volilnega sistema dobrodošla in nujna. Državni svet je v preteklosti že pripravljal različne dogodke povezane s spremembami in izboljšanjem obstoječega volilnega sistema. Tako je bil leta 2013 organiziran posvet z naslovom Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije, na katerem je bila med drugim podana pobuda za pravičnejše izvajanje volilnih postopkov in poudarjanje konceptov udejanjanja neposredne demokracije državljanov. Državni svet je na Ustavno sodišče februarja 2015 poslal tudi zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor. Ustavno sodišče je z odločbo leta 2018 presodilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z ustavo in da mora Državni zbor protiustavnost odpraviti v roku 2 let. Ustavno sodišče je tako delno pritrdilo Državnemu svetu, rezultat tega pa je bila sprememba zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor letos spomladi. Dovolite, da sedaj k uvodnemu nagovoru današnjega posveta vabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Gospod Kovšca, izvolite. Zdaj še pa nekaj osnovnih informacij. Vse referente prosim, če referate podajo za govorniškim pultom, ravno tako potem tudi v sami razpravi. Z dnevnim redom je predvideno, da posamezni referati trajajo 15 minut. Tako bi z 6 referati zaključili ob 11:30, potem sledi razprava in tudi tukaj sva se s gospodom Pintarjem dogovorila, da predlagamo, da razpravljavci imajo na razpolago 3 minute. Torej, bodimo konstruktivni in verjamem, da bomo lahko današnji posvet pripeljali do konca in seveda tudi prijeli določene odločitve. Torej, hvala. Gospod Kovšca, izvolite. Spoštovani udeleženke in udeleženci tokratnega posveta tu v dvorani nadaljavo, spoštovani kolega državni svetnik, predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt, spoštovani člani društva Sinteza, aktivni državljan, cenjeni razpravljavci ter vsi, ki nas spremljate tako ali drugače, oziroma vsi, ki si boste ogledali posnetek današnjega dne. Toplo dobrodošli v dvorani Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. Tokrat smo se zbrali pod okriljem Komisije za državno ureditev ter društva Sinteza z eno samo ambicijo,
da odpremo širšo javno razpravo o nujnosti sprememb volilne zakonodaje. Slednje je še toliko bolj dobrodošlo in aktualno, zlasti v luči zahtev Ustavnega sodišča ter konec koncev prihajajočih volitev v državni zbor. Volilni sistem je hrbtenica politične ureditve vsake države, kot smo zapisali že v vabilu na današnji dogodek. Gre za posebne vrste dogovor, za pogodbo med državljani in političnimi strankami. Pred vsakimi volitvami se spodbudi širša javna razprava o tem, ali ljudje zares lahko izberejo zaupanja vredne in odgovorne poslance, ter seveda, ali le-ti resnično delujejo v njihovem interesu. Slovenski volilni sistem, kot ga poznamo danes, je v veljavi že od osamosvojitve. Obdobje 3 desetletij pa je bistveno vplivalo in v mnogočem spremenilo delovanje družbe, političnih strank in tudi pričakovanj ljudi, ne le v Sloveniji, temveč širše po svetu. Zato se pogosto upravičeno zastavlja vprašanje o nujnosti nadgradnje oziroma izboljšave volilnega sistema, ki bi volivcem prinesel več vpliva ter zagotovil v predstavniškem telesu bolj enakomerno in pravičnejšo zastopanost vseh krajev v Republiki Sloveniji. A kaj dalje od besed in splošnih kritik do danes, na žalost, še nismo prišli. Vesel sem, da smo prav v Državnem svetu oziroma na naši pristojni komisiji med prvimi odprli javni dialog prvenstveno na strokovni, pa tudi povsem konkretni ravni zahtevanih sprememb. Uresničitev določb Ustavnega sodišča smo namreč doslej zmogli le skozi minimalne popravke volilnih okrajev, kar pa je skozi kritične oči stroke zagotovo premalo. Zavedati se moramo, da je sprememba volilne zakonodaje zahteven, kompleksen in trajnejši proces, ki zahteva širše poenotenje politike in močno, legitimno podporo državljank in državljanov. In zakaj je to tako pomembno? Volilni sistem, zlasti pri volitvah v predstavniško telo, je temelj demokratičnosti vsake države, saj določa jasna pravila igre volitev, pa tudi postopke, ki pripeljejo do imenovanja izvoljenih predstavnikov ljudstva. V vseh parlamentarnih demokracijah, to velja tudi za Slovenijo, je pomembno, na kakšen način bodo voljeni izbranci ljudstva ter kakšna bo seveda sestava parlamenta. Pogosto srečamo različne kombinirane sisteme, pa vendar je slovenski volilni sistem tudi v tem pogledu unikum med volilnimi sistemi sveta. Kljub temu, da smo že leta priča pogostih kritik na račun obstoječega volilnega sistema, doslej, kot rečeno, do konkretnih sprememb še ni prišlo. Naša skupna naloga je torej, da pripravimo strokovne podlage na odprt in transparenten način, šele tako bo lahko politika imela možnost vzpostaviti skupen dogovor brez fig v žep. Spoštovani, v Državnem svetu smo večkrat poskušali s pripravo ustreznih zakonodajnih rešitev, s katerimi bi se uredil tudi volilni spor pri volitvah v Državni svet. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neskladje 50. člena Zakona o Državnem svetu z Ustavo, saj ta preskopo ureja volilni spor pri volitvah v Državni svet. Rok, ki ga je Ustavno sodišče dalo na voljo Državnemu zboru za odpravo ugotovljene protiustavnosti, je potekel že konec leta 2019. Državni svet je sicer že pred potekom roka sprejel predlog novele zakona in jo poslal Državnemu zboru v zakonodajni postopek, s katero je zasledoval cilj, da se postopek pravnega varstva pri volitvah v Državni svet uredi skladno z odločbami Ustavnega sodišča. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v zakonodajnem postopku na to ocenil, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obdelavo. Posledično je Državni svet na to določil novo besedilo predloga novele, seveda z vsebovanimi pripombami zakonodajno-pravne službe, ki pa je bilo na matičnem delovnem telesu v zakonodajnem postopku ponovno zavrnjeno. Državni svet se je zato odločil, da bo nov predlog novele pripravljen v okviru strokovnega usklajevanja med pristojnimi službami obeh organov, Državnega sveta in resornega ministrstva za javno upravo. V začetku oktobra smo osnutek zakona poslali še nekaterim drugim deležnikom in jih povabili na usklajevalni sestanek, zato upamo, da bo tokrat postopek priprave in sprejem novele zakona v Državnem svetu
pa le uspešen. Koliko vztrajnosti, odločnosti, poguma in preudarnosti je potrebno, da se uredi to pravzaprav enostavno pravno vprašanje, vam ni potrebno posebej razlagati. Na podlagi lastnih izkušenj vemo, da naloga ni lahka, še manj hitro uresničljiva. Pobude po spremembah so postale stalnica, s katero se je politična javnost povsem zadovoljila, pa se v resnici ne bi smela. Nujnost ter okoliščine zahtevajo več angažmaja od vseh političnih akterjev ter inštitucij. Današnji posvet je tako odlična priložnost, da v 30-letni zgodovini uveljavljanja ter poskusov spreminjanja slovenskega volilnega sistema odpremo spet novo poglavje. Kljub večletnim razpravam o preživelosti in neaktualnosti slovenskega volilnega sistema ter številnim pobudam sprememb volilne zakonodaje v politiki in stroki, žal še vedno ni konsenza, da bi do sprememb dejansko tudi prišlo. Po meri ljudi, za ljudi in od ljudi. Z zanimanjem bom prisluhnil izhodiščem, ki ste jih pripravili v društvu Sinteza. Prepričan sem, da v tej pereči in občutljivi temi ne govorimo v tem zboru in prostoru zadnjič. Želim vam uspešno delo in seveda, da bi končno na podlagi temeljite, široke razprave prišli do rešitev, katere smo državljanom Republike Slovenije dolžni. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod Košca. Hvala za uvodni nagovor in pozdrav. K besedi sedaj vabim magistra Emila Milana Pintarja, da nam predstavi prispevek z naslovom Temeljna politična izhodišča in usmeritve za demokratične spremembe volilnega sistema v Republiki Sloveniji. Gospod Pintar, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Mogoče je treba uvodno dati eno korekcijo. Sinteza je res tista, ki je začela pred leti odpirati ta vprašanja, vendar predlog volilnega sistema, ki ga danes predstavljamo, je predlog Nacionalnega sveta za spremembo volilne, za demokratično spremembo volilne zakonodaje, zato ima po mojem mnenju mnogo večjo težo in ni rezultat razprave samo v sintezi. Drugo stvar, kar hočem poudariti, je, da besede, ki ste jih slišali o pomembnosti volilnega sistema, da je ta sistem neke vrste in hrbtenica in pogodba med strankami in civilno družbo, je ta ugotovitev, za katero vsi stojimo, ima seveda nekaj posledic. Prva posledica je, da moramo v tej družbi sprejeti načelo, da v volilnem sistemu ne odločajo stranke ali volivci v državnem zboru sami. Če je to pogodba med družbo in politiko, izbrano v tem mandatu, potem je seveda ta politika dolžna, da odpre razpravo in se s civilno družbo dogovori o tem sistemu. To, kar je gospod Kovšca rekel, je ravno to. Državni svet se zdaj odpira pobudi in predlogom državljanov, da se sestavi nova pogodba, ki se bo imenovala nov zakon o volitvah v državni zbor, zato, ker nam sedanji zakon predstavlja čedalje večje težave in povzroča seveda tudi nekatere diskrepance. Ne bom veliko govoril o sedanjem zakonu, vendar bi rad opozoril na 4 stvari, v katerih sedanji zakon po našem mnenju ne ustreza več času in ne ustreza potrebam. Ne ustreza času, konec koncev je to normalno. Delali smo ga v tej dvorani leta 1992. Vendar so se stvari močno spremenile. Takrat so ljudje verjeli, da večstrankarski sistem sam po sebi prinaša politično demokracijo. Danes se je pokazalo, da če se te stranke izolirajo od državljanov, da ne prinaša demokracije, temveč strankokracijo.
Zato mi opozarjamo, da nam ta sedanji sistem dela težave v 4 točkah. Prvič, ne uresničuje ustavnega načela, da naj bi imeli odločujočo vlogo volivci. Drugič, ta sistem ne omogoča sorazmerne zastopanosti, ki je pravzaprav eden od principov demokratičnih ureditev. Ne omogoča sorazmernosti niti v velikosti volilnih okrajev, ki se tudi po korekciji, ki je bila izpeljana, med sabo razlikujejo za 270% v velikosti oziroma številu volivcev in ne omogoča sorazmernosti glede na dejstvo, da vse zadnje volitve, ki jih imamo, kažejo, da približno tretjina volivcev ostaja brez zastopanosti v državnem zboru in kar je še hujše, skoraj zmeri ista tretjina, tako da imamo področja v Sloveniji, ki že desetletja niso imela zastopnika v državnem zboru. Nekateri odgovarjajo, da to ni tako hudo, ker so poslanci tako poslanci naroda. Ampak ko smo šli gledati za zadnjih nekaj vlad investicijske načrte, smo z lahkoto ugotovili, da tam, kjer ni poslancev, je tudi investicij manj. To se pravi, sorazmernost ima tudi to težo. In če, kot pravijo Korošci, če bi mi imeli kakšnega poslanca več, bi se začela tretja razvojna os graditi kakšno desetletje prej. Pustimo zdaj, koliko je, bi rekel, natančne resnice, je pa seveda velika teža v tej ugotovitvi. To se pravi, drugi problem je nesorazmerno. Tretji problem, ki ga sedanji zakon povzroča, je to, da je zakon izrinil civilno družbo, državljane, volivce iz kandidacijskih postopkov. Problem volilnega sistema je, da ima dva dela. Ima kandidiranje in ima izvolitve. Osnovni problem v kandidiranju je, ali imajo vsi segmenti družbe možnost, pravico, dostop do kandidiranja, do oblikovanja list. Drugi del problema na volitvah je, ali lahko poslanci na volilnih listah izbirajo preko preferenčnega glasu tistega, ki mu dajo določeno prednost. Ta zakon ne omogoča ne enega, ne drugega. Izrinil je civilno družbo iz kandidacijskih postopkov in onemogočuje volivcem, da bi posegli v gotove kandidacijske liste. No in četrti, zaradi naraščajočega nezaupanja v politične stranke in posledično v državne institucije, to nezaupanje se kaže tudi z zmanjšanjem udeležbe v sistemu volitev, kar bo gotovo še dobro predstavljeno, prihaja do nečesa, česar si ne upamo na glas priznati. Prihaja do negativne kadrovske selekcije. Če ljudje ne zaupajo strankam, ne zaupajo institucijam, ne želijo kandidirati, in mi imamo čedalje manj uspešnih ljudi, ki so pripravljeni kandidirati na listah političnih strank. Če zelo grdo rečem, politika postaja neke vrste, ne v celoti, ampak v bolečem obsegu, zbor ljudi, ki so drugje neuspešni. Tisti, ki imajo uspešne poklicne kariere, ne želijo kandidirati na listah političnih strank. Pejte gledati zadnje volitve županov. Se skoraj nihče ni hotel kandidirati na listah strank. Mislim, to postaja problem in ne samo, da se ločuje politična elita od neke vrste naroda, če poenostavimo, civilne družbe. Čedalje slabši je pretok kvalitetnih ljudi iz civilne družbe v sfero politike in politika se nam, če jo gledamo v ožjem smislu, kot nomenklaturo,
se nam tudi nevarno hitro stara. Če mi hočemo, da bo politika produktivna, da bo demokratična, da bo sledila trendom pri nas in v svetu, moramo politične stranke odpreti že v fazi kandidature civilni družbi. To je temeljno načelo in brez tega načela mi ne moremo obnavljati demokracije. Ne bom govoril zdaj posebej o načelah spremembe volilnega sistema, ampak bom, ker mi bo sicer zmanjkalo časa, samo na kratko jih omenil. Prvo načelo je demokratizacija sistema. Veste, kaj s tem mislim, zadostiti ustavnemu načelu o vlogi volivcev. Drugo načelo, ki smo ga postavili v nacionalnem svetu, je omogočiti direktno državljanom, da vlagajo kandidature in imajo realno možnost, da so njihovi kandidati izvoljeni. Zdaj jo nimajo. Zdaj sicer pravni sistem dopušča, da neka skupina državljanov pod težkimi in šikantnimi pogoji, ki so jih določile stranke z zbiranjem približno 2 milijona volivcev v telesu, ki ima 1.500.000, da vloži kandidata. Če vloži kandidata, mora izpolniti 4-odstotni prag. To pa pomeni, da ga mora vložiti v vse volilne okraje. Če ga pa mora vložiti v vse volilne okraje in zbrati nekaj 10.000 glasov, potem je enostavneje, da se preimenuje tako gibanje v stranko in si olajša kandidiranje. In smo spet pri stranki. Civilna družba de facto nima možnosti vložiti kandidata z realno verjetnostjo, da bi bil izvoljen. V vsem tem obdobju, ko govorimo od leta 1992, ni bil po tej poti, ki so jo pravniki sicer formalno odprli, ni bil izvoljen niti en kandidat. Tretje načelo, sorazmerno vplivanje. Četrto načelo, mi trdno vztrajamo, da je treba vzpostaviti boljšo, bolj definirano spolno enakopravnost kandidatov in to pomeni seveda, da sedanjo raven 35 odstotkov najmanj vsakega spola, mi dvigamo na 40 in tu gre še za eno stvar. Volivci so danes prisiljeni neštetokrat voliti človeka, ki ga ne poznajo. Volivci v nekem volilnem okraju, ne vem, rečemo Prekmurja, Koroške, dobijo za kandidata nekega politika iz Ljubljane in podobno. Ker je njegova stranka zračunala, da ima tam zaradi nekih razlogov večje šanse, da bo izvoljen. Mi zato upeljujemo 3 stvari. Prvič, domicil. Lahko kandidira v volilnem okraju človek iz tega volilnega okraja, v volilni enoti človek iz volilne enote. Njegovi podporniki morajo biti iz okraja oziroma enote in posebej pomembno neka predstavitev njegova z osnovnimi podatki, izobrazba, dosedanje delo in tako dalje. In ta predstavitev je javna. Tudi če se bo zapisala, so ti podatki javnega značaja in vsak, ki bo rekel, jaz pa človeka ne poznam, lahko dobi podatke o tem človeku. Zdaj pa čisto na kratko, kaj so temeljne novosti našega sistema. Mi smo šli skozi različne sisteme v svetu in smo ugotovili, da je edina možnost, da odpremo možnost civilne družbe, da kandidira in pride do izvolitve, je, da neko določeno količino poslancev volimo neposredno. Nekateri se tega bojijo, ampak mi že zdaj imamo. Zakaj ima ta narodnostni pravici svojega predstavnika voliti neposredno, ostali Slovenci pa ne? Ali smo mi bolj butasti, ali nam ne zaupajo stranke? Zakaj volimo predsednika države po večinskem principu, poslancev pa ne smemo? V čem je problem?
Vsi sistemi v svetu se danes odpirajo nekim kombiniranim variantom, skoraj vsi vsebujejo možnost, da se del poslancev voli direktno, od nemškega sedanjega korigiranega Novozela in tako dalje in tako dalje. In mi predlagamo, da bi se 44, v oklepaju +2 za narodnosti, poslancev volili neposredno. Da bi to lahko dosegli, smo se morali odločiti za rešitev, ki vsebuje, da ima vsak poslanec 2 glasu. S prvim glasom na glasovnici 1 voli poslanca svojega okraja. Kandidate pod enakimi pogoji vlagajo skupine državljanov in politične stranke. Pogoji, ki jih mi predvidevamo, so 150 podpisov volivcev tega okraja, to je državljanska lista. Politična stranka, 150 podpisov tega okraja in tu so kandidati, dvokrožen večinski sistem in dobimo poslance izvoljene po večinskem principu. Stvar je zelo enostavna in mislim, da ne potrebuje daljne razlage. Drugi del, z drugim glasom pa volimo drugih 44 poslancev, ti se volijo na ravni volilne enote. Volilna enota ima določeno število volilnih okrajev. Mi predlagamo za to, da bi dosegli enakost volilnih okrajev velikosti 47.000 prebivalcev, bi imele volilne enote različno število okrajev oziroma mandatov in toliko kot je okrajev oziroma mandatov mora biti kandidatov na listi v volilni enoti, najmanj toliko, in volivec bi imel absolutni prednostni glas, to se pravi, izbere listo, ki bi ji zaupal, izbere stranko, ki bi ji zaupal vodenje vlade ali sodelovanje v vladi in na njeni listi izbere kandidata, ki mu daje prednost. To je pa je drugi glas in vse ostalo je potem tehnika poračunavanja. Druga stvar, ki sem jo že omenil, strogo, mnogo bolj kot doslej, določamo spolno enakopravnost. Veste, kaj to pomeni? To pomeni 40% vsake volilne liste mora biti najmanj 40 enega spola, izjema je tam, se kandidirajo 3, ker to matematično ni mogoče. Ampak to ne velja samo za listo, to velja tudi za politične stranke, kadar kandidirajo svoje kandidate v različnih volilnih okrajih. Če kandidirajo več kot v enem, z izjemo 3, potem tudi za njih velja. In seveda vse tisto, kar smo že navajeni, vodilni na listi je pripadnik manjšinskega spola, ZIP sistem in tako dalje in tako dalje. Tisto, kar mi poskušamo na novo vpeljati, sta 2 nova instituta v zakonu. En institut je začasni suspens poslanca, ki je v nekih sodnih postopkih. Tega imamo mi čedalje več, pravni red pada in kaj poslancev se s tem ubada, ali so že prej padli v te postopke, ali padajo med mandatom. Angleški sistem govori o zamrznitvi mandata. Slovensko pravo so me podučili pravniki, govorijo o suspenzu, to se pravi, gre za začasni suspens. In drugi nov princip, ki ga uvajamo, je možnost odpoklica poslanca. Ne bom govoril o tem, ker imamo tu dr. Radota Bohinca, ki bo ta del podrobneje predstavil. Mi imamo še nekaj drugih novosti, recimo prepoved sedanje možnosti, da se poslanec, ki sprejme neko funkcijo, ki je nezdružljiva s poslancem, prosim, če počasi zaključite. Ja, zaključujem. Da se tak poslanec vrača v funkcijo poslanca. Če se je odločil, da gre, ne vem, izvoljen za sodnika,
postane minister ali podobno in se je odrekel mandatu, se mu ni odrekel začasno, ampak za stalno. In samo še sklepno misel, no, ne bom govoril, mi smo veliko razpravljali in imamo predlog, da zavežemo naslednji državni zbor, da v roku 2 let pripravi model elektronskega, ne kot absolutnega, ampak kot možnost glasovanja. V Nacionalnem svetu za demokratično spremembo smo trdno prepričani, da brez spremembe volilnega sistema mi ne moremo na nek način ponovno trasirati poti v demokracije. Imamo politično elito, ki se vse bolj zapira, odtujuje, stara, je utrujena in zaprta pred civilno družbo. Če želimo, da se vrne zaupanje volivcev v stranke, institucije in se vrnejo volivci na volitve, je treba spremeniti volilni sistem. Hvala lepa. Gospod Pintar, hvala za vaš prispevek. Naslednjega za govorniški pult vabim doktorja Ivana Svetlika, ki bo predstavil prispevek z naslovom Zakaj je potreben nov volilni sistem. Gospod Svetlik, izvolite. Lep dober dan vsem. Kot kaže ta naslov tega mojega prispevka, je tukaj vprašanje, zakaj potrebujemo novi volilni sistem. Na to vprašanje seveda je mnogo različnih odgovorov, nekaj jih je kolega Pintar že nanizal. Jaz bi rad te odgovore podkrepil z nekaj podatki, primerjalnimi podatki, ki se mi zdi, da sami po sebi potem tudi govorijo in utemeljujejo to, kar je namen tega predloga novega volilnega sistema. Ti podatki so vzeti iz mednarodne raziskave European Social Survey iz leta 2018 in jaz tule prikazujem podatke za sosednje države z izjemo Hrvaške ter za Nemčijo, na katero se v veliki meri naš predlog tudi sklicuje, ter Norveško, ki je en tak primer, ki se velikokrat navaja, države, ki ima demokracijo zgledno urejeno. No in najprej podatki o tem, kako ljudje občutijo, kakšne možnosti sodelovanja v politiki za vse državljane imajo. In tule, kot vidite, mi nismo med sosedi najbolj problematični, sta še bolj Madžarska in Italija po teh podatkih. In drugi graf, koliko imajo vpliva na politiko, no tukaj je samo še Madžarska tista, kjer ljudje pravijo, da imajo še manjši vpliv, kakor pri nas. Vse te druge države, zlasti seveda Nemčija, Norveška, so v tem pogledu daleč pred nami. Zakaj je to pomembno? Gre za vprašanje, kakšen občutek vpliva imajo ljudje in kakšen občutek, da lahko sodelujejo, imajo. Tukaj se vrnem lahko na vprašanje, zakaj je to povezano z volilnim sistemom. Kot vidite, sklicevanje na 43. člen Ustave pove, da ima vsak 18-letnik in starejši pravico biti voljen. Kot je kolega Pintar že navajal, je zelo malo možnosti, da si voljen, če nisi član stranke. Ustava o strankah nič ne govori v tem primeru. To je prišlo naknadno v sistem noter. In drugo, da se poslanci volijo z neposrednim glasovanjem in da imajo volivci odločilno vpliv na dodelitev mandatov. Realnost, kot vemo, v današnjem času je drugačna. Kot še enkrat lahko poudarim, možnost kandidiranja ni dana zares vsakomur, če ni član stranke, pa sploh ne. In seveda kandidata, ki mu zaupaš, ki ga poznaš, ne moreš sam izbrati. Naprej, druga kategorija, ki jo velikokrat poudarjamo, je zaupanje. Zaupanje ljudi, volivcev v politiko.
V tem primeru gre za državni zbor, gre za politike kot predstavnike ljudstva in gre za stranke. In če tukaj pogledate te podatke, vidite, da zdaj nič več ne konkurirajo nam po najslabšem rezultatu, niti Italija, niti Madžarska ne več, ampak smo zares kot primerjalno gledano na repu. Če bi vzeli seveda še druge evropske razvite demokracije, bi bila slika zelo podobna, so vse pred nami, mogoče kakšna vzhodna evropska država bi bila primerljiva situacijo pri nas. No in spet, isti, kako je to z volilnim sistemom povezano. Volivci pač ne morejo izbirati poslancev, ki jih poznajo, ki jim zaupajo, in zato pač vidijo kot predstavnike ljudstva neke osebe, ki so jih nekako drugi izvolili, ne pa oni sami. In še nekaj, kar je zelo pomembno v zvezi z zaupanjem, je to, da poslanci, potem ko so izvoljeni, za svoja ravnanja dejansko do naslednjih volitev nikomur od volivcev ne odgovarjajo, ampak pri naslednjih volitvah se seveda vse skupaj ponovi. Te iste ljudi lahko da stranka ponovno na listo, volivci pa ne morejo med njimi izbirati, glede na to, koliko jim zaupajo. In seveda posledica tega, da imajo občutek ljudje, da nimajo vpliva in da ne zaupajo več v sistem, so pa podatki o tem, koliko so zadovoljni z delovanjem demokracije. Spet je največje zadovoljstvo, kot vidite, primerjalno gledano v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami. In seveda druga posledica, zanimanje za politiko. No, tukaj sta spet morda še primerljivi nekoliko Madžarska in Italija. Najhujše, pravzaprav eno najhujših posledic po moje pa to, da je udeležba na volitvah nizka in zmerom slabša. Tukaj so seveda podatki iz anketne raziskave. Če bi pogledali dejanske podatke o udeležbi na državnozborskih volitvah, bi videli, da so ti deleži v resnici še manjši in da smo imeli na zadnjih volitvah samo nekaj nad 50%. Tu so ljudje odgovarjali pač sami, kako so se udeležili volitev, in tukaj prihaja pri vzorcu najbrž do določenih odstopanj, tako da je rezultat v resnici tukaj boljše prikazan, kot pa je resničen v resnici. No in še primerjalna slika tudi glede udeležbe na volitvah. Tukaj vidite, da smo spet na repu, če se primerjamo s temi izbranimi državami. S tem jaz tudi zaključujem prikaz teh podatkov, ampak z opozorilom na to, da seveda nas kot državljane pravzaprav mora skrbeti taka slika glede zaupanja v politiko, zaupanja v sistem, glede udeležbe potem seveda tudi na volitvah, ki kaže na neko naraščajočo apatijo volivcev, da jih potem več zadeve, bi rekel, ki so splošnega, skupnega značaja, ne zanimajo oziroma so se odpovedali prizadevanjem, da bi jih spreminjali, če imajo občutek, da na nje vplivati ne morejo. Seveda to vodi v razmeroma nizko legitimnost političnih odločitev. Zdaj, če samo hipotetično rečemo, če je 60% volilna udeležba, potem dejansko odločajo o skupnih zadevah ljudje, ki imajo kakšno tretjino podpore volivcev, če gledamo na pozicijo, razmerje med pozicijo in opozicijo. In seveda v tem primeru je legitimnost teh odločitev zelo nizka. Državni zbor seveda lahko sprejema odločitve in jih tudi sprejema, vendar je pa vprašanje implementacije teh odločitev. Ko jih uveljavlja, prihaja potem zaradi tega, ker jih ljudje ne jemljejo kot svoje, kot legitimne, prihaja do potvarjanja, zmaličenja takih odločitev in potem je za njihovo uveljavljanje treba zmerom več sile, moči, prisile.
In seveda vsaka uporaba prisile rodi odpor. In to, kar se nam danes dogaja, tudi na naših ulicah, je deloma rezultat tega. Torej, to, s čimer bi sklenil, rešitve te situacije niso le v zamenjavi strank in oseb na oblasti ob vsakokratnem političnem ciklusu. Zaupanje v tem primeru se seveda potem po volitvah poveča običajno, ampak to ne traja prav dolgo in potem imamo spet zelo podobno situacijo. Treba je spremeniti torej volilni sistem, pravila igre, ki bo pripeljal ljudi na volitve, zato da bo legitimnost potem teh odločitev, ki jih sprejema parlament, večja in seveda tudi vlada, ki jo potem izvoli, in da bodo ljudje imeli občutek, da zares so zraven, ker potem bo drugače teklo naše politično in skupno življenje. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu dr. Svetliku za njegovo predstavitev. Slike se seveda še mnogo bolj vtisnejo v razumevanje kot besede, zato posebej hvala za to predstavitev. Prosim dr. Cirila Ribičiča, da poda svojo ustavne in primerjalno pravne vidike novega sistema. Prosim. Hvala lepa za besedo. Jaz bi se najprej rad zahvalil lepo Državnemu svetu, Komisiji za državno ureditev in še posebej predsedniku Lojzu Kovšci za to, da nam je omogočil, da predstavimo ta sistem. Mi si veliko obetamo od te današnje predstavitve, ker dolgo časa se s tem že ukvarjamo, da ne govorimo o tem maratonu, ki traja pravzaprav že četrt stoletja, s čimer se je ukvarjal Slovenski razvojni svet, pa Državni svet, pa Zveza upokojencev Slovenije in sedaj Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema. Državni svet je vedno bil tukaj opora, vendar pri nas je tako in kaže se, kako resnično je to, kar je bilo do zdaj povedano o vlogi političnih strank na tem področju, da ne prodre v javnost predlog, ki ga ne dajo politične stranke ali ki ga politične stranke ne podpirajo. Zato nam je ta podpora Državnega sveta posebej dragocena. Prvo vprašanje, zakaj smo se odločili ravno za kombiniran volilni sistem. V 19. stoletju, če naredim res to v enem takem kratkem, hitrem zamahu, ta pregled, v 19. stoletju je absolutno prevladal večinski volilni sistem. V 20. stoletju se je široko uveljavil v Evropi še posebej proporcionalni volilni sistem kot reakcija na večinski volilni sistem, ker je večinski volilni sistem omogočil oblikovanje vlade za manjšino glasov, je proporcionalni volilni sistem veliko storil za večjo legitimnost državne oblasti. Ima pa to slabost seveda, da v njem ni glasovanja za posamezne kandidate na podlagi njihovih odlik, ampak je možno glasovati o listah političnih strank. Če je večinski sistem zagotavljal personalizacijo, se pravi izbiro med kandidati, pa ni zagotavljal legitimnosti, ker je bilo možno, da se je osvojila oblast za manjšino glasov, je proporcionalni sistem zagotavljal sorazmerno zastopanost političnih strank in seveda programov, s tem tudi večjo izbiro med strankami, ki jih je bilo več, ni pa omogočal personalizacije. Po prelomu tisočletij se je uveljavil kombiniran sistem kot ena enakopravna možnost ob večinskem in proporcionalnem. Do takrat so bili sistemi ali proporcionalni ali večinski z nekimi izboljšavami, od takrat naprej je pa to neka enakopravna možnost. Izšel je zbornik, ki je na svetovni ravni pač dal to legitimnost tudi temu kombiniranemu volilnemu sistemu. Glavni avtor je dr. Šugart, profesor Šugart,
In od takrat naprej seveda ne gre samo za izboljšavo enega drugega sistema, ampak gre za to, da imamo med večinskim in proporcionalnim neko zelo solidno možnost, ki poskuša povezovati prednosti enega in drugega. Od tod izvira tudi ime kombiniran volilni sistem. Jaz to ime uporabljam predvsem zaradi tega, ker gre dejansko za kombiniranje prednosti večinskega in proporcionalnega sistema. Večinskega s tem, da jemljemo personalizacijo, se pravi izbiranje med posameznimi kandidati iz večinskega sistema, in da zagotavlja bolj stabilno oblast, bolj stabilno delovanje tako parlamentarne večine, kakor vlade, medtem ko iz proporcionalnega sistema jemljemo sorazmerno zastopanost strank, kar vodi do legitimnosti, in to je še posebej pomembno seveda v takšnih in drugačnih krizah. Ker takrat, ko nastopi kriza, so pa ljudje zelo občutljivi na to, kdo je tisti, ki določa, ki rešuje krizo in ki določa takšne neprijetne obveznosti za vse državljane. Torej je vmesna rešitev, ki se bližujeta obe skrajnosti. Se pravi in večinska in proporcionalna skrajnost. Na proporcionalni strani so bili popravki narejeni z pragom, z prednostnim glasom, tudi z našimi volilnimi okraji, ki so zelo nepopularni, ampak so bili takšen poskus. Na večinski strani pa se uveljavila dvokrožnost, ponekod imajo paralelni sistem, tako da vse skupaj kaže, da bi dejansko lahko prišlo do tega, da bi kombiniran sistem ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše postal tista varianta, ki je v največji meri prisotna, ki postopno prevlada v 21. stoletju. Zakaj? Zato, ker bi bilo nelogično, da bi države, ki se odločajo za reformo volilnega sistema, preskakovale iz ene skrajnosti v drugo, iz proporcionalnega sistema v večinski in nazaj. Tudi to se kdaj zgodi, ampak je nelogično in je neresno, ko imamo vendarle vmes na razpolago solidne rešitve, kot sta nemški in novozelandski sistem, pa irski sistem prenosljivega glasu. Mi smo se odločili v Nacionalnem svetu za demokratično reformo volilnega sistema za kombiniran volilni sistem dveh glasov, ki ga poznajo recimo v Nemčiji, poznajo v Novi Zelandiji. Lažje ga je predstaviti volivcem, pa tudi imam nekaj izkušenj tudi politikom, kot irskega, in kombinira takšne načine glasovanja, ki jih poznamo pri nas že. Večinski sistem dvokrožni poznamo pri predsedniških volitvah, pri volitvah županov, prednostni glas poznamo pri evropskih volitvah, tudi na lokalni ravni. Zaradi tega mislimo, da je ta sistem, ki ga je mogoče v nekem doglednem času, seveda ne prek noči, uvesti v Sloveniji. Veliko bi se po mojem mnenju lahko naučili od Nove Zelandije, ne samo glede volilnega sistema, ampak tudi glede tega, kako se volilni sistem doseže. Oni so angažirali na stotine strokovnjakov, ki so si ogledali rešitve širom sveta in so se odločili zapustiti angleško tradicijo, ki je tam zelo močna, in so se odločili za kombiniran volilni sistem, kot je uveljavljen v Nemčiji z nekimi manjšimi izboljšavami. Predlagane izboljšave. Mi imamo dve zelo resni, celo več izboljšav tega sistema. Če ga primerjamo z nemškim volilnim sistemom, pa tudi novozelandskim, potem je naša prednost to, da bomo obračunavanje imeli zelo enostavno na ravni volilnega okraja, kjer se bo volil poslanec, in na državni ravni, ne pa na umestni ravni, kot je to seveda v Nemčiji nujno, ker ima federativno ureditev, in kot bo morda nujno tudi v Sloveniji enkrat, ko bodo pokrajine ustanovljene in zaživele. Druga izboljšava je, da za razliko od Nemčije in Nove Zelandije predvidevamo dvokrožni
večinski sistem za izvolitev v volilnih okrajih. To je iz veliko razlogov pomembno. Prvič je to pravičnejše, zaradi tega, ker v enokrožnem sistemu se lahko zgodi, da nekdo zmaga zato, ker so se razdrobili glasovi, razpršili med kandidate, ki so sorodno usmerjeni. To se v dvokrožnem volilnem sistemu ne more zgoditi, je torej pravičnejši. Istočasno pa zmanjšuje problem, ki ga imajo danes z kombiniranim sistemom v Nemčiji, ki imajo veliko presežnih mandatov. V enokrožnem sistemu se lahko zgodi, da neka stranka dobi bistveno več poslancev na večinskem delu volitev, kot dobi glasov na proporcionalnem delu. To se v dvokrožnem volilnem sistemu ne more zgoditi ali pa lahko zgodi samo teoretično. Prvi glas volivec porabi tako, da glasuje za kandidata v okraju, kot je bilo tukaj rečeno, pač za tistega kandidata, ki misli, da bo najboljše opravljal funkcijo poslanca v tem volilnem okraju. Skratka, on je tam, živi, tam kandidira, tam bo imel poslansko pisarno in tukaj je kriterij izbora seveda usmerjen na to, a bo dobro lahko opravljal to funkcijo. Seveda pa se motijo tisti, ki mislijo, da se tukaj politične stranke in programi ne bodo vmešavali. Seveda velikrat bo, to nam kažejo tudi angleške izkušnje, velikokrat bodo strateško glasovali poslanci, kajti v igri ni samo izvolitev poslancev, v igri je tudi vprašanje, katera stranka bo mogla oblikovati ali pa koalicija bo mogla oblikovati vlado in eno in drugo mora imeti volivec pred sabo, ko glasuje. Vendar bo pri prvem glasu v ospredju vprašanje zastopanosti volilnega okraja, pri drugem glasu bo pa se odločil volivec o kandidatnih listah, o listah političnih strank in s tem zbiral med njihovimi programi. Zdaj, tukaj bi nekoliko drugače, kot je kolega Milan rekel, ko je rekel, da si boš zbral listo, potem pa na listi kandidata. Jaz predlagam drugo pot, da je temeljno vprašanje, kater bo najboljši poslanec, tudi z tega vidika, z vidika zastopanja nekega programa, ki je perspektiven in pomemben za Slovenijo. Zaradi tega smo predvideli obvezni in absolutni prednostni glas. Se pravi, da volivec da glas za stranko, vendar na ta način, da glasuje za kandidata na listi. To je nekaj takega, kot imamo danes v volilnem okraju. Skratka, ista tehnika volitev se uporablja. Zdaj seveda, pri nekom bo prevladalo to, bi rekel, zvestoba stranki, pa popularnost stranke v njegovem prepričanju. Drugod bo pa prevladalo to, katerega kandidata in kakovost kandidata, ki ga je stranka ponudila, in ko bo imel to izbiro, se bo lahko odločil o enem in drugem in to je prednost kombiniranega volilnega sistema. Z obema izboljšavama sledimo ustavni določbi o odločilnem vplivu volivcev na izvolitev poslancev. Kaj pričakujemo v takšne reforme volilnega sistema? Prvič, da se okrepi odločilni vpliv volivcev, ne da bi spremenili ustavo. Drugič, povrnitev zaupanja v izvoljene poslance in v legitimnost parlamentarne večine in vlade, kar je še posebej nujno pri reševanju krize, o tem so govorili že drugi. Povečanje udeležbe na volitvah in s tem povečanje seveda tudi zaupanja v izvoljene, stabilnejše delovanje parlamentarne večine in vladne koalicije, za katerima stoji večina volilnih glasov. Mi zdaj lahko gledamo, kaj se dogaja trenutno v Nemčiji in vidimo, da tudi v Nemčiji ni enostavno sestaviti vlade. Ampak če v Angliji v večinskem sistemu sestavijo v nekaj dneh, jo praviloma v nekaj tednih sestavijo na podlagi nemškega volilnega sistema kombiniranega in v nekaj mesecih se lahko celo še bolj vlečajo tam, kjer imajo proporcionalni volilni sistem. In kombiniran sistem je neka vmesna rešitev, ki mislim, da je z tega vidika prepričljiva. Personalizacija volitev je zagotovljena v volilnih okrajih in z prednostnim glasom. Zdaj, glede prednostnega glasu,
mislim, da ni treba široko govoriti. Nepopularen je med strankami in zelo popularen je med volivci. Nepopularen in med strankami je zaradi tega, ker je popularen med volivci. Volivci namreč za prednostnim glasom spremenijo vrstni red, ki ga določi politična stranka. In zaradi tega je nepopularen med strankami in zato ga imajo radi volivci, ki so ta vrstni red večkrat že spremenili na volitvah za Evropski parlament. Večje možnosti za uspeh neodvisnih kandidatov je eden od ciljev tega sistema uveljavljanje odgovornosti poslancev, o čem bo govoril dr. Rado Bohinc za menoj, za preprečevanje kupovanja političnih glasov, kar pač to imenujem politična korupcija, pa tudi za večjo zastopanost žensk in mladih. Glede teh stvari, ki sem jih navedel, mi še nimamo dokončnih rešitev. Mi poskušamo to, danes je bilo precej tega povedanega, vendar mislim, da tukaj stvari niso še tako jasno opredeljene kot glede vprašanj, o katerih sem pred vami govoril. No in za zaključek, če imam še eno minuto, bi povedal še to, kako se ta predlog sklada z izraženo voljo volivcev. Tukaj imate različne sisteme in mi smo imeli to srečo, ali pa smolo, ker so bili veliki zapleti, referendum, ki je izbiral med različnimi volilnimi sistemi. Med dvokrožnim večinskim, proporcionalnim s prednostnim glasom in kombinirani volilni sistem. Dvokrožni večinski je dobil 44,5% podpore volivcev, proporcionalni z prednostnim glasom 26,6%, veljavni sistem 4%, če gledamo, da so to tisti glasovi, ki so bili proti katerikoli spremembi, in ta popravljeni kombinirani nemški sistem 14%. Seveda, Ustavno sodišče je reklo, da je zmagal večinski volilni sistem, ker pač ni bilo skladno z Ustavo, ampak recimo, da nima smisla, da ponavljam ta prepir med ustavnimi pravniki o tem. Pač pa, če pogledamo na ta sistem z vidika Ustave, tukaj imate desno zgoraj napisano, poslanci se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob 4% volilnem pragu, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov. Potem lahko ugotovimo, da seveda, če želimo delati v skladu z voljo ljudi, ki je danes glede teh vprašanj približno enaka, kot je bila leta 1996, ko je bil ta referendum izveden, potem vidimo, da moramo rešitev iskati tukaj nekje na sredini. Se pravi, spoštovati voljo ljudi, da hočejo voliti glede na odlike posameznih kandidatov in spoštovati ustavno določbo, ki je zelo jasna z tega vidika, da morajo imeti odločilen vpliv na izvolitev volivci in ne politične stranke. Politične stranke v tem sistemu seveda niso izključene. Nasprotno, gre za idejo, da dobijo večje zaupanje ljudi, vendar morajo delati v skladu s tem, kar je reklo Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je zapisalo približno takole, bom govoril na pamet. Politične stranke so tiste, ki določajo kandidate, tudi tukaj imamo seveda lahko dodatek, da jih morajo na demokratičen način. Volivci so pa tisti, ki izbirajo, ki odločajo o tem, kdo bo postal poslanec. Danes je odločanje o tem, kdo bo postal poslanec v veliki meri v rokah vodstev političnih strank, ki določijo, v katerem volilnem okraju bo nastopal njihov kandidat. Tukaj so zlasti tudi organizacije, ki se borijo za enakopravnost žensk v Sloveniji, povedale, da je velik problem, da so velik problem neizvoljivi okraji. Če mi damo 50%, 60% ženskih kandidatk v volilne okraje, v katerih niso izvoljive, to seveda nič ne prispeva k njihovemu zastopstvu v državnem zboru. In trenutno imamo situacijo, ko se je na zadnjih volitvah zastopanost žensk v Sloveniji zmanjšala
iz 1/3 na 1/4. In to bi moral biti alarm za to, da se teh stvari posebej lotimo in to je ena od dodatnih nalog, ki jo moramo še dokončno domisliti. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev in opozorilo, da so nekatera vprašanja odprta. Mi tako predvidevamo, da bo javna razprava tudi nekatere druga vprašanja odprla ali celo nekatere predlagane rešitve postavila pod vprašaj. Ampak zdaj nam gre za to, da pridemo do, se opravičujem, zdaj nam gre za to, da pridemo do konsistentnega predloga, ki bo lahko šel v javno razpravo. Še enkrat hvala dr. Cirilu Ribičiču, prosim dr. Rada Bohinca. Naslov njegovega prispevka je Demokratične pomanjkljivosti veljavnega in prednosti novega volilnega sistema s posebnim poudarkom na dveh novostih, ki jih ta sistem glede na že izvoljene poslance z mandati prinaša. Prosim, dr. Bohinc. Prisrčen pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa, gospod predsednik Kovšca, za gostoljubje, tudi predsedniku komisije Fajtu. Zdi se mi pomembno, naj tudi jaz začnem s tem, da spregovori tudi civilna družba o načinih, kako izbiramo svoje predstavnike oblasti. Tony Blair, znani britanski politik, je nekoč izrekel tole misel: sprememba načina, kako volimo, je pogoj za vrnitev zaupanja v politični proces. Ni prenove družbe, če ni prej prenove demokracije. In še tole je dodal: izbira volilnega sistema je preveč pomembna odločitev, da bi jo prepustili samo politikom. O tem mora odločati ljudstvo. No, jaz imam ta privilegij, da pravzaprav je bilo že vse povedano. O tem, kaj so poglavitne pomanjkljivosti in kaj so novi predlogi. Zato, kot je bilo rečeno, se bomo osredotočili bolj na eno vprašanje, to je vprašanje odgovornosti poslancev. To vprašanje je bolj urejeno z zakonom o poslancih, kot pa z volilnim zakonom. Ampak prej pa bom izkoristil to priložnost, da vendarle malo rezimiram zelo na kratko, kaj so te šibkosti, zakaj se pravzaprav civilna družba prebuja in želi novih rešitev na tem področju. Rečeno je bilo, vpliv strank na volitve je odločilen. Volja volivcev nima neposrednega, ampak ima samo posredni vpliv na volilni izid. To je vprašljivo z vidika 80. člena Ustave, v tistem delu, ki govori o odločilnem vplivu na dodelitev mandatov. Dalje zapletenost dobljenih glasov, pretvorbe njihove v poslanske sedeže. Kot vemo, ni izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov, temveč tisti, ki ima največji odstotek glasov v svojem volilnem okraju na strankini listi. In pa večkrat izpostavljena različna številčnost okrajev. Gotovo ste slišali podatek, največji okraj Grosuplje, skoraj 31.000 volivcev, najmanjši Hrastnik, samo 8.300 volivcev. Kar 21 volilnih okrajev od 88 na zadnjih parlamentarnih volitvah nima izvoljenega poslanca. Kar nekaj volilnih okrajev pa, ki imajo po 2 ali celo po 3 poslance, in to je vprašljivo z vidika enakosti, ustavno določene enakosti volilne pravice. No in seveda odgovornost poslancev, s tem prehajam na to mojo osrednjo temo. Odgovornost poslancev je v bistvu zelo šibko urejena v sedanji zakonodaji in temu primerna je seveda tudi praksa. Po sedanjem volilnem sistemu v bistvu vsak poslanec nosi le delček odgovornosti oziroma deli odgovornost z drugimi. Kaj lahko storimo na tem področju? Naj tudi jaz posebej se omejim v tem smislu, da bom predlagal nekatere rešitve, ki še niso široko javno razpravljene, tudi znotraj civilne družbe ne, zato malo tvegam, ampak vendarle se mi zdi, da je prav, da se
odprejo nekatera vprašanja, tudi na podlagi primerljivih ali primerjalnih rešitev, kot jih vemo v nekaterih državah, s katerimi se lahko primerjamo. Govoril bom o treh vidikih ali pa o treh mehanizmih, recimo temu učinkovitejšega uveljavljanja odgovornosti poslancev, seveda upoštevajoč ustavno vlogo, ustavno določeno odgovornost poslancev vsemu ljudstvu. Prvi tak mehanizem je prenehanje mandata poslanca. Treba je takoj dodati, da že sedanji zakon pozna institut prenehanja mandata poslanca, vendar je dovolj šibek v tej ureditvi. To, kar predlagamo, je celo vrsto dodatnih razlogov za to, da nastopi prenehanje mandata poslanca. Sedanji zakon ima samo ureditev, če pride do pravnomočne obsodbe na kaznivo dejanje z zaporom do več kot 6 mesecev. Predlog je, da je dovolj za ugotovitev prenehanja že obsodba na katerokoli nepogojno kazen, to se pravi na kazen zapora, in dodajamo pa tudi v primerih, ko je izrečen varnostni ukrep, vsaj 3 varnostni ukrepi tu pridejo v upoštev, tega v sedanjem zakonu ni. Eden od teh je o prepovedi upravljanja poklica, drugi od teh je obvezno psihiatrično zdravljenje in tretji prepoved približevanja oziroma komuniciranja z žrtvijo. To je iz kazenskega zakonika varnostni ukrepi, ki se lahko izrečejo seveda tudi poslancev v kazenskem postopku. To je prvi razlog za prenehanje mandata. Drugi razlog je, ki ga dodajam, ki je povsem nov, ki je predmet seveda razprave, če je bil v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljen poslanec na seznamu davčnih neplačnikov po zakonu, ki ureja davčni postopek. To pomeni, če je poslanec davčni plačnik, je zavezanec in ne plačuje državi davkov. To je razlog za prenehanje. In k temu dodam še to, če je poslanec lastnik družbe za več kot 25% in je ta družba na seznamu davčnih neplačnikov. Potem je še razlog, ki mu na kratko rečem, če je poslanec pravnomočno obsojen za civilni delikt. Ne za kazenski, ampak za civilni delikt. Civilni delikt pomeni, če je povzročil škodo, lahko je povzročil škodo v smislu odškodninskega zahtevka, ki ga ima oškodovanec, ali premoženjsko škodo, ali celo škodo zaradi poškodb ljudi, ali pa tudi nepremoženjsko škodo, ki jo lahko prizadene z razžalitvijo časti, dobrega imena, s povzročanjem duševnih bolečin in tako naprej. Tu je seveda treba dodati za kriterij tudi višino odškodnine. Tu se tako stroga sankcija, kot je prenehanje, ne more nanašati na minorne zadeve, ampak na velike škode, ki so tudi posledica nekega izrazito nemoralnega dejanja. In še eno podlago za prenehanje dajem tu, če poslanec razglasi osebni stečaj. Tu veste, da so to postopki, ki na koncu pomenijo lahko veliko oškodovanje upnikov, kar je v večini primerov izrazito nemoralno. Ampak z zakonom urejeno. Zato je to, kot tudi vsi ostali dodatni razlogi za prenehanje, zagotovo predmet še nadaljnjih razprav. Kako preneha mandat? Preneha z dnem, ko Državni zbor ugotovi, da je nastal eden od razlogov, ki sem jih pravkar predstavil. To je prvi predlog, skratka gre za dopolnitev sedanje ureditve v zakonu o poslancih o razlogih za prenehanje mandata poslanca. Drugo vprašanje in drugi predlog se nanaša na poslansko imuniteto. Vi veste, da zakon izhaja iz ustavne določbe o imuniteti in predvideva možnost, tako kot tudi že ustava,
da državni zbor da dovoljenje za pričetek kazenskega postopka zoper poslanca oziroma da za pripor poslanca. Zakon pa nič ne inštruira državnega zbora v kakšnih primerih in kako naj ravna. To, kar je predlog tu, je, da državni zbor obvezno da dovoljenje, kar pomeni odzame imuniteto, če je zoper poslanca vložena pravnomočna obtožnica za storitev kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena kazen najmanj 5 let zapora. Skratka, pravnomočnost obtožnice, zaupanje v institucije pomeni zaupanje v tožilstvu, potem, ko je izveden predkazenski in kazenski postopek, je razlog za nekaj takega. In tu dodajamo v premislek še eno stvar, namreč vloga protikorupcijske komisije je predmet razprave v zvezi s tem, če bo protikorupcijska komisija v pravnomočnem mnenju ravnala, ugotovila v bistvu, da je v ravnanju poslanca, da so elementi korupcije in poslanca ovadi, potem je tudi to lahko predlog za odvzem imunitete, s čimer seveda poslanec daje možnost, da se kot funkcionar umakne in da stečejo postopki razbremenjeno od njegovega poslanskega vpliva, oziroma tako kot, da se ga obravnava seveda kot vsakega drugega državljana. Poleg torej ureditve odvzema imunitete na ta način, kot sem predlagal, torej na podlagi pravnomočne obtožnice, pa je tu še dodaten predlog, da v teh primerih, torej v primeru, ko državni zbor dovoli kazenski postopek, hkrati ugotovi tudi, da je prišlo do prekinitve mandata do zaključka kazenskega postopka. To pomeni tako imenovani suspens, prekinitev mandata za čas, dokler traja postopek. To je s podobnim argumentom, skratka, da se stvari razčistijo in v tem času je potrebno uporabiti institut tako imenovanega nadomestnega poslanca, ki sicer velja za poslance, ki gredo za ministre in z enakimi posledicami. Da, če se s pravnomočno sodbo ugotovi, da je oproščen, potem je poslanec še naprej in se nadomestni poslanec umakne. To je drug predlog. Skratka, da ponovim, gre za predlog za odvzem, obvezno odvzem imunitete v primerih, ko gre za pravnomočno obtožnico na kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen nad 5 let, in ob tem ta posledica, ki sem jo predstavil, namreč suspens, visečnost mandata v obdobju, dokler kazenski postopek teče. In še tretje vprašanje, pravzaprav najbolj sporno, najbolj provokativno in najmanj primerjalne podlage za to, to je institut odpoklica poslanca. Zato bo gotovo o tem še veliko razprave. Jaz tu predstavljam eno od možnih idej, seveda zaradi tudi pritiska javnosti v zvezi s tem in zaradi zahtev po krepitvi odgovornosti. Predlog tu je v tej zvezi naslednji, namreč da volivci lahko sprožijo postopek za odpoklic poslanca, če je izpolnjen vsaj eden od teh 3 pogojev, ki jih bom naštel. Postopek seveda teče v enem od primerov na podlagi zbiranja podpisov, s tem, da je potrebno zbrati najmanj 25% podpisov v volilnem okraju oziroma volilni enoti, po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, nadomestne volitve poslanca pa na enak način kot siceršnje volitve. Ključni so tile pogoji, kdaj je odpoklic sploh možen, kdaj se ta postopek sploh začne. Prvi razlog, tu se sklicujem v bistvu na ureditev, ki sem jo predtem predstavil, če nastopi katerakoli od okoliščin, za katero zakon določa razlog za prenehanje ali suspens mandata poslanca,
pa državni zbor ne ugotovi prenehanja, kar bi moral, ker zakon določi, v tem primeru imajo volivci pravico, da vstopijo in da izpeljejo ta postopek odpoklica. Če to ne ugotovi recimo v 30 dneh od trenutka, ko je ta razlog ugotovljen. In drugo, če nastopijo okoliščine, kot sem prej predstavil, da nastopi razlog za odvzem mandata. No, še en razlog je, ki je pravzaprav še najbolj diskutabel, bi se reklo, to je tako imenovana izguba zaupanja. Izguba zaupanja se mora ugotoviti, jo mora ugotoviti ljudstvo s podpisovanjem. Tu predlagam, da se o tem izreče več kot 25% volilnih upravičencev v njegovem volilnem okraju. To seveda na koncu ugotovi volilna komisija in to je podlaga za dovolitev, za dovoljenje izpeljave tega postopka odpoklica. In ta postopek odpoklica se izpelje tako, kot se izpeljejo volitve, tako da tu ni potrebno posebej zakonsko regulirati. To so trije predlogi, dva od teh sta povsem nova, ta o odpoklicu in tisti o odvzemu imunitete in prekinitvi mandata. S tem, da oba imata še posebej prekinitev, suspens, primerjalno pravno podlago, pomeni v nam primerljivih državah. Odpoklic je pa seveda precej še novum in zaradi tega tudi precej, po mojem, razburja lahko tudi strokovne kroge in bo potrebno v javni razpravi dodatno argumentirati ali pa poiskati kakšne nove rešitve. Zato je hvaležen za možno razpravo tudi danes o tem oziroma za kakršnakoli stališča. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Bohinc. S tem smo mi končali po predvidenem urniku uvodne predstavitve. Imamo čas za neke javne razprave. Mi smo sicer ravno razpravo prej omejili na 3 minute, to bomo tolerantni, vendar v celotnem času moramo to javno razpravo nekako končati do 11:45 in zapustiti dvorano, ker jo je treba pripraviti za naslednje sestanke. Prosil bi vas, ni mogoča razprava iz klopi, zato ker Državni svet ima zelo dobro urejeno to spremljanje, stvari se snemajo, zato vsak, ki se bo odločil, ga prosim, povabim, da pride za govornico in da se najprej predstavi, da ne bo kasneje nesporazumov okrog tega. Toliko o tem. Prvi kandidat, drugi kandidat, tretja kandidatka, 3 že imamo, ki so se javili in jaz kar prosim. Četrti. Prosim, če... Pozdravljeni, sem Violeta Neubauer, članica sveta ženskega lobija Slovenije in to pripravo predloga demokratizacije volilnega sistema v Sloveniji na povabilo strokovnjakov v sintezi skrbno z kolegico Sonjo Lokar spremljava. Govorila bom v imenu ženskega lobija Slovenije. Verjetno v Sloveniji ni politično ozaveščenega človeka, ki ne bi mislil, da je naš volilni sistem potreben temeljite prenove. Zavedamo se sicer, da motivacije, ki stojijo za tem prepričanjem, niso enoznačne. Ta predlog zakona o volitvah v Državni zbor nagovarja
zelo pomemben del problema, ker se ukvarja z izboljšanjem reprezentativnosti državnega zbora v smislu teritorialne zastopanosti in odprave prevlade vpliva strankarskih vodstev na odločanje pri zvezi z volitvami in v samem državnem zboru. Toda tu niso edini problemi, ki terjajo dobre rešitve. Jaz kot predstavnica ženskega lobija Slovenije želim osvetliti problem podzastopanosti žensk v državnem zboru. Želim torej kritično spregovoriti o tem, kako ta predlog zakona rešuje problem podzastopanosti žensk. V ženskem lobiju pozdravljamo poskus uveljavitve povišanja kvote na 40% v obeh delih volilnega sistema in uvedbo izmeničnega uvrščanja kandidatk in kandidatov na liste ter določbe, da prvo mesto na listi pripada predstavnici ali predstavniku na listi manj zastopanega spola, kot jih določa 50. člen predlaganega zakonika. Ta 50. člen se res da bere zelo obetavno, ampak iz naših izkušenj dosedanjega volilnega sistema vemo, da kandidatkam, četudi bi jih bilo na listi 60–70% volivcev razvrstile v volilne okraje, kjer te stranke oziroma državljanske liste nimajo podpore volilnega telesa. O tem je že govoril danes tudi dr. Ciril Ribičič. Dokler smo imeli v državnem zboru pretežno dolgožive politične stranke, je to delovalo tako, da so strankini volilni strategi natančno vedeli, kateri so njihovi najmočnejši okraji in kateri so tisti, kjer za njihove stranke ni upanja na zmago. Raziskava ženskega lobija Slovenije, ki smo jo naredili pred volitvami 2008, je prišla do revolucionarnega odkritja. Dokazala je namreč, da ne gre za izvoljivost oseb, ampak gre v prvi vrsti za izvoljivost okrajev. To pomeni, da je v okraju, kjer je neka stranka zelo priljubljena, izvoljena katerakoli oseba, tudi najbolj neprepoznavna, brez kakršnihkoli prepoznanih odlik in obratno. Imamo izkušnje, da celo predsednica ali predsednik večje stranke v napačnem okraju ni bil izvoljen. Naša raziskava je namreč pokazala, da so stranke v posmeh za sedaj veljavno 35% kvoto določeno v sedanjem zakonu o volitvah v državni zbor, da so te stranke ženske kandidirale v zanje visoko izvoljive okraje zgolj v razmerju od 8% do največ 20%. Ko pa so v parlamentu stopile nove stranke in to z visokim odstotkom dobljenih glasov na volitvah, se je delež poslank nenadoma povečal in sicer iz dveh razlogov. Ker so na svoje liste uvrstile 50% kandidatk in ker še niso vedele, kateri so njihovi najmočnejši okraji. Nasprotno pa se je tradicionalnim strankam, dolgoživim strankam, še posebej, če mi je podpora volivk in volivcev močno upadla, zgodilo, da niso več mogle natančno opredeliti svojih najmočnejših okrajev. In tako se je na zadnjih parlamentarnih volitvah zgodilo, da nista bila izvoljena niti predsednik, niti predsednica stranke. Predlog zakona predvideva, da se bo 44 poslank in poslancev volilo po dvokrožnem večinskem sistemu, kar se zna končati tudi tako, da med njimi ne bo izvoljena nobena kandidatka. Z list za proporcionalne volitve, če zaupamo volivkam in volivcem, da bodo z enako naklonjenostjo podelili prednosti glas kandidatkam in kandidatom, pa lahko v najboljšem primeru pričakujemo tam do 22 izvoljenih poslank. Torej bo situacija še slabša, kot je danes. Tega problema predlog za kombinirani volilni sistem ne vidi, ga ne nagovarja in še manj rešuje.
Zaključujem. Ne daje namreč nobenega jamstva, da kandidatke ne bodo končale za stranko ali državljansko listo slabšem izvoljivem okraju, zato je za nas predlagana reforma volilnega sistema z tega področja, torej, ko gre za ustavno enakost volilne pravice, o kateri je danes govoril dr. Bohinc, ki jo mi razumemo, da govorimo tudi o pravici žensk, biti izvoljena v parlament, ne moremo sprejeti. Prizadevamo si za paritetno zastopanost, zato pričakujemo tehnične rešitve, ki so mogoče tudi v tem predlogu zakona in smo jih tudi pripravljene sooblikovati, zato da dejansko izenačimo možnosti izvolitve žensk in moških v državni zbor. Hvala lepa. Hvala lepa. Ko sem prej napovedal, da bomo glede na tiste 3 minute tolerantni, si pa nisem predstavljal, da si lahko dovolimo zlorabo neke omejitve razprave. Lepo prosim, 3 do 5 minut, potem bom moral prekiniti, zato da damo prednost, mislim, tudi ostalim možnost. Prosim. Se predstavim, Golob se pišem, bil sem 15 let v tej dvorani. Ali lahko glasneje? Pozdravljeni, Golob se pišem, 15 let sem bil v tej dvorani predstavnik, recimo tehnične in raziskovalne inteligence kot državni svetnik. Zdaj, lepo, da imamo tukaj spet ponovno srečanje in zahvaljujem se za vabilo, tako strani državnega sveta kot strani te sinteze od predstavnika civilne družbe v domu, drugem domu demokracije in prvem domu civilne družbe. To je to. In je prava prilika, da se tukaj srečamo na tej izredno pomembni temi. Usoda pač hotla, da sem pred 25 leti na tem istem mestu, še v okviru razvojnega sveta, zastopal Mirana Mihelčiča, ki je takrat šel v Avstralijo, za kombiniran volilni sistem. Takrat je bila zasnova tega podana, zdaj je to tako zelo močno doterano, da že skoraj nič več ne manjka v pravnem smislu, v filozofskem smislu in marsikaterem smislu, vendar nastopa ena nevarnost, da bo everything is clear, nothing efficient. Ker to bo reševala politika, to, kar mi zdaj tukaj do vrhunca razpredamo. In stvar postane nevarna, ko je zu viel profesoren und das Vaterland verloren. To kljub vsemu doživlja v svoji perfektnosti eno veliko nevarnost. In tukaj mi manjka ob vsej svoji zadevi, o tem bo lahko povedal Andrej Cetinski, kaj Miran Mihelčič. On je bil eden od ljudi, ki je zasnoval celotno problematiko in ga bi bilo treba na nek način korporirati, ne glede na to, da nastopajo določena problematika. No, pred 25 leti so takrat zasnovali ta projekt, tudi lepo se moram spomniti Ivana Kristana, predsednika državnega sveta, Franca Vodopivca, tukaj je bil tudi Prunk, ki je sodeloval v okviru razvojnega sveta, Štefan Horvat. In vsa zadeva se je v bistvu nerešeno nadaljevanje je bilo tistemu, kar vi zdaj pravite, kombiniran volilni sistem, oziroma mu vsi pravimo, je takrat zginila kombinirana socialdemokracija. To je bilo zasnovano v 91 letih zelo dobro. Vse 4 socialne grupacije so se že skoraj da zmenile, glavni pogajalci na tem, pokojni Jože Pučnik in drugi, ki je še med nami, tukaj celo, niso znali priti skupaj. Največja žrtev tega prehoda, te sinteze je bil seveda žal Emil Milan Pintar, ki je zaigral najbolj odločno karto. Vendar ni nič iz tega nastalo. In zdaj imamo pa to godlo v Sloveniji, ki jo videvamo. Ravno zato, ker socialdemokratsko vprašanje ni rešeno v smislu sinteze.
ampak je ena kolobocija na levici, taka, ker ne ve, kako bomo to skrb spravili. No, nadaljujmo s tem, mi bomo to podpirali, recimo tehnična inteligenca bo za tem stala, saj tisto, ki jaz predstavljam kot predsednik Slovenske inženirske zveze, bo to rade vole podprla, ker vedimo tudi to, da to ni vse stvar prava. To so pred 250 leti vedeli Adam Smith, David Hume, pa James Watt, to je edinburška trojka, ko so zastavili obdobje za naslednjih desetletja. Tudi Washington ni bil pravnik, imel je zato Thomasa Jeffersona pa Adamsa, sam je pa v bistvu reševal. Unedva sta mu pa pravo pa ustavo pa zakone civilne družbe bodoče speljala. In tako dajmo to nadaljevati. Tukaj jaz sicer nisem več državni svetnik, ampak gospod Rajko Fajt, hvala lepa, da si to v redu in nadaljujte to, ker to je pravi dom za to diskusijo. Kakšna je zdaj politika, poslušajte to, da so poslanci nabrani bili iz Zavoda za zaposlovanje, pa Bog nam pomagaj. To imate čist prav. Tukaj mora priti do nekvalitete in logičnega izvolitve in vsega, kar to spremlja. Točno 3 minute. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za govorniško disciplino. Prosim. Hvala za besedo. Moje ime je Sonja Lokar. Tudi jaz govorim v imenu ženskega lobija Slovenije, vendar ne bom govorila o problemu, ki ga je že Vijolica dobro opisala in utemeljila. Meni je zanimivo nekaj drugega. Mislim, da so vsi predgovorci povedali, zakaj pravzaprav moramo spreminjati naš volilni sistem in glede tega se kar strinjam. Tukaj ni nobenega problema. Vendar se mi zdi, da problem ni samo v tem, da niso dovolj zastopani kraji v Sloveniji. Problem je v tem, da cele skupine ljudi v tej državi nimajo predstavnika v parlamentu. In to se ne nanaša samo na ženske, nanaša se na mlade, nanaša se na delavce, nanaša se na prekarce, nanaša se na velike manjšinske skupine, ki pravzaprav nimajo predstavnika v parlamentu. In seveda to ni odvisno od volilnega sistema, ampak je odvisno od nečesa drugega. Zakaj polovica volivk in volivcev skoraj ne pride na volitve? Zato, ker v parlamentu in v vladi ne prepoznajo nikogar, ki bi zastopal njihove interese. To jaz mislim, da je ključni problem in bojim se, da tega ne moremo rešiti samo s spremembo volilnega sistema. Lahko veliko stvari, ki smo jih danes tukaj slišali, k temu prispeva. Ker če povečamo vpliv volivk in volivcev na izbor kandidatov in kandidatk, s tem bistveno dvignemo legitimnost sistema, ne rešimo pa onega prvega problema, kaj je z našimi strankami, da so postale popolnoma neobčutljive na potrebe ljudi. Ker to je glavni problem. In bojim se, da če tudi spreminjamo sistem tako, kot ste zdaj vi predlagali, ne bo v redu, dokler ne bomo sam proces, o tem je Ciril dobro povedal eno besedo, proces kandidiranja v strankah je treba demokratizirati. Ker ta trenutek o tem, kdo bo sploh dobil priložnost kandidirati in kdo bo dobil priložnost kandidirati tam, kjer je lahko izvoljen, ne odločajo organi strank, odločajo zelo ozke klike vplivnih ljudi znotraj strank. In volivke in volivci imajo pravzaprav lahko samo to možnost, da odločajo o že odločen. In seveda posledice so tu, imamo pravzaprav nekompetentno izbrane ljudi in to ne samo v parlamentu, tudi isto velja za izvršno oblast. Zato bi pravzaprav se zavzela, da ob tem, ko razpravljamo o spremembi volilnega sistema, razpravljamo tudi o tem, kako bomo demokratizirali stranke in kako bomo pravzaprav v času, ko je parlament izvoljen, ko je vlada izvoljena, dosegli bistveno večjo participativno demokracijo in vpliv družbenih skupin na odločanje v parlamentu, ker če tega in v vladi, ker če tega ne bomo dosegli, nam nobena sprememba volilnega sistema ne bo veliko pomagala. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se Sonji Lokar.
Četrti, ki se je javil, je gospod Gojko Stanič. Gojko Stanič, jaz kolegom čestitam k temu zakonu, ki ste ga pripravili v okviru sedanje ustavne ureditve in je tudi mogoče ga izglasovati in spraviti naprej. Samo gledal sem recimo včeraj program ene od strank, zdaj poziva tudi na javno debato, o tem, kar delate, niti besede. Drugič, veste, da nisem aktiven v tem odboru, ker sem polno angažiran na projektu trajnostnega načina prebivanja. Naredil sem čudovite rešitve, saj tako od njih mislijo tisti, ki materijale preberejo, pa župani. Na republiškem nivoju se je recimo za te rešitve zanimalo 5 poslancev iz raznih strank, noben predsednik stranke od nobene stranke, noben, in tudi noben član vlade. Tako da zadeve, ki bi lahko Slovenijo pokrenile dejansko naprej, za njih ni enega evra iz teh evropskih sredstev. Jaz vam moram reči, od leta 90 je prišlo do enega globokega razkola in tistem krogu intelektualcev, ki jaz pripadam, ki smo bili proti podržavljanju podjetij, smo se zmeraj borili za slovensko lastnino. Ta krog je izoliran, nima dostopa ne do strokovnih rešitev, kaj šele do televizije. Zato sem jaz v knjigi Moč svobode predlagal rešitve, nimam kaj dosti dodati. V okviru sedanje ustavne ureditve predlagam, da se vsi zavzamemo, da se ta zakon sforsira. Stranka, ki ga ne bo podprla, mora biti javno z naše strani razglašena za strankokratsko, torej elitno stranko, ki sovraži ljudstvo. Tukaj treba biti agresiven, drugače boste nikamor prišli. Ne bomo prišli nikamor. Kar se tiče pa ustavnih sprememb, mislim, da je čas, da se do te velike teme lotimo. Ogromno pomanjkljivosti je v ustavi. Jaz sem takrat, ko je dr. Bučar vodil ustavno komisijo, predlagal, da bi imeli en takle kombiniran sistem za obči zbor, plus da ohranimo en sam državni svet, v kateri bi bili sloji predstavljeni, to, kar je tudi zdaj Sonja govorila. In predlagal sem, da se javna televizija, torej se poda status četrte veje oblasti. Kolegi, če nisi na javni televiziji, te v politike ni. To je dejstvo. Tako da, jaz mislim, da je to prvi dober korak, treba je pa, če hočeš imeti demokratično družbo in učinkovito družbo, je treba še velike spremembe narediti in ena od njih je tudi, da imamo torej to četrto vejo oblasti, to je kadrovska komisija. Uredniki televizije odločajo, koga bojo forsirali, koga ne. Če se je kdo zavzemal za recimo proti izgradnji Teša, ni prišel na televizijo. Torej 3 minute imamo, kratko, jaz sam čestitam k temu, kar ste naredili. Ta vprašanja, recimo kvot, so res težka, ne veš, kako praktično to rešiti, ali bi recimo, ko predlagate neposredne volitve, imaš pač pri enih volitvah moške kvote, pri drugih volitvah pa ženske. To se da narediti. Nekje samo ženske kandidirane, samo moški. Tudi to je mogoče. Evo, hvala lepa. Hvala lepa, Gojko. S tem smo pravzaprav mi razpravo zaključili, zato ker smo porabili čas. Namenjeno je še minuto, 2, da potegnemo 2, 3 končni ugotovitvi. To je zmeri težko, vendar bi jaz na kratko rekel tole. Tudi današnji svet je pokazal, da se polagoma uveljavlja misel, da je volilni sistem mnogo pomembnejši, kot se misli, da mora biti dogovor, sporazum in da gre preprosto za neke vrste prepotentnost političnih strank in njihovih vodstev, če mislijo, da je njihova stvar odločati o volilnem sistemu. To je bilo uvodoma poudarjeno, zato se zahvaljujem posebej tudi gospodu Kovšci. Drugo,
odprto je vprašanje te spolne enakopravnosti. Koliko se lahko da urediti, koliko ne. Bila je ponudba strani ženskega lobija. Jaz se zahvaljujem in v imenu delovne skupine, ki bo delala zadnjo verzijo za razpravo, ne zadnjo končno verzijo, sprejemam to ponudbo in prosim, da se usedemo in vidimo, če imate kakšne rešitve, ki bi lahko stvari uredile. In tretja zadeva, ko pravimo, da se nam politična struktura zapira, da se prepad med elito politično in ljudmi povečuje, da ta politika, ki je odrinila civilno družbo iz cele vrste stvari, predvsem tudi iz kandidacijskih postopkov, družba je pa zdaj vrača z neudeležbo na volitvah, da vendarle ugotovimo, da današnji posvet kaže, da je vsaj državni svet, če drugi ne, pripravljen in sposoben odpreti se ne samo javni razpravi o tako pomembni stvari, kot je volilni zakon, ampak tudi poslušati predloge državljanov. To so po moje glavne misli. Vam se vsem zahvaljujem, posebej se zahvaljujem referentom, članom Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilnega sistema in zahvaljujem se državnemu svetu, ki je ta posvet omogočil. Upam, da bo razprava korektno in če dalje močneje tekla dalje. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, če dovolite, še toliko, da še jaz torej zaključim v imenu državnega sveta. Prišli smo do konca torej tega posveta in moram reči, da sem zelo zadovoljen, torej, da smo nekako tako poenotena mnenja prikazali, kar se današnje torej v politiki redko dogaja. Moram reči, da državni svet je izjema in da torej, čeprav smo iz toliko različnih interesnih skupin, da večinoma res najdemo velikokrat torej to poenotenje in potem enotno nastopamo, tako je tudi bilo zdaj v tem primeru organizacije tega posveta. Torej, zahvaljujem se tudi vsem udeležencem, predvsem pa seveda razpravljalcem, ki so danes pripravili te prispevke in pa potem tudi v tej prosti razpravi. Na koncu vas bi želel obvestiti, da bo posnetek današnjega posveta na voljo na spletni strani Državnega sveta, prav tako pa si je mogoče ogledati tudi na spletni strani STV Skledar. A je že? Hvala. Torej, zdaj, če bi pa kdo od predavateljev želel svoj prispevek objaviti na spletnih straneh Državnega sveta, bi vas pa prosil, da nam ga posredujete. Jaz bi prosil, gospa Mateja Poljanšek, če lahko ste vi zdaj kontakt, morda pa, če imate, da želite predati, da se to objavi na spletni strani, bi prosil potem, da se oglasite pri gospe Poljanšek. Torej, še enkrat hvala razpravljalcem za udeležbo na današnji seji oziroma na današnjem posvetu in verjamem, da se bodo zadeve tudi premaknile. Podporo strani Državnega sveta seveda imate. Hvala lepa in prijeten dan še naprej. Hvala lepa.